Kako vroče pa je lahko na delovnem mestu? Temperaturo, do katere še morate običajno upravljati svoje delo, določa pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. V notranjih prostorih je to 28 stopinj, kar velja že dalj časa. Za delo na prostem pa od julija letos veljajo nova pravila. Kaj torej morajo ob izredni vročini delodajalci zagotoviti delavcem in kako se držijo novih pravil? Marko Gregorc. Vročina ni hec. Po podatkih Mednarodne organizacije dela naj bi zaradi nje letno na delo umrlo kar 22.000 zaposlenih. Pogostost napak se pri temperaturi nad 30 stopinj Celzija poveča za 1/6, pri temperaturi nad 38 stopinj Celzija pa kar za 1/3. Najvišja temperatura v notranjih prostorih ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Če se to zgodi, mora delodajalec zagotoviti ukrepe za ohlajanje. V skrajnem primeru tudi prekiniti delo. To določilo velja že več kot 25 let. Šele pred dobrim mesecem pa je bil pravilnik posodobljen tudi za delovišča na prostem. Po novem morajo delodajalci delavcem, ki delajo zunaj na gradbiščih, na primer ob temperaturi nad 30 stopinj Celzija, zagotoviti odmore 15-minutne na vsaki 2 ali 3 ure. Ravno tako morajo zagotoviti dovoljšne količine tekočine in zaščitno opremo. Nov pravilnik veseli sindikate, a dejstvo je, da se vročina ne konča pri 30 stopinjah Celzija. To je temperatura, ki v Istri v teh dneh nastopi že zgodaj zjutraj. Na grafu kaže sindikalist Damjan Wolf. Približno 5 minut stojimo tukaj na soncu 36 stopinj in trpiva, moramo priznati. Se vam zdijo te pauze 2 do 3 ure dovoljšne? Absolutno ne. V sindikatu se zato zavzemajo, da bi se omejitve dela stopnjevale skupaj z vročinskimi opozorili Arsa, kar že poznajo v tujini. Če bi prišlo do rdečega alarma, potem bi pa avtomatsko bila prekinitev del vseh del, ki se opravljajo na prostem. Naj bo 30 ali 40 stopinj Celzija. Prenovljen pravilnik za delavce na prostem trenutno zahteva zgolj odmore in zagotavljanje zaščitne opreme. Pokrivalo, sončna očala, sončno kremo in, zakaj pa ne, tudi senčnik. Večji delodajalci, kjer običajno večjo vlogo igrajo tudi večji sindikati, bolje izvajajo ukrepe za varnejše delo ob vročini, pove Wolf. Večje tveganje za kršitve pa ostaja pri manjših, predvsem gradbenih podjetjih. Ura je 10 do 2 in po podatkih samodejne merilne naprave tukaj v Kopru naj bi bila temperatura neverjetnih 39 stopinj Celzija in tudi delo na gradbišču tukaj za menoj je zastalo, morda tudi zaradi novega pravilnika. Še eno zelo pomembno vprašanje. Snemalec, koliko časa vi že neprekinjeno delate? Vsaj 3 ure. Potem je nastopil čas, da tudi vi greste na 15-minutni odmor. Seveda, hvala, nasvidenje. Dani, čakaj, nekaj mora še... Čau. Ampak se